keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling. Živijo in dobrodošli v praznični peki. Načeloma velja pravilo, da biti potraten ni ravno najbolje. Recimo, potratnost z denarjem? Ne. Ampak potratnost z ljubeznijo in potratnost s potico? O ja, to pa. Potratna potica je resnična klasika, ki ne sme manjkati na nobeni praznično obloženi mizi. In mi jo bomo danes kar spekali. Najboljše, da začnemo. Najprej spečemo 2 vaniljeva biskvita. Za vsakega potrebujemo 3 jajca, 40 g sladkorja, žličko vaniljevega sladkorja. Vse to dodamo v skledo in stepamo 10 minut. Nato v skledo presejemo 50 g moke ter dodamo 2 žlički pecilnega praška. Vse skupaj nežno vmešamo v biskvit. Pripravimo si pekač obložen s papirjem za peko, dimenzij 20 x 30 cm. Biskvit vlijemo v pekač, ga malce poravnamo, nato ga prestavimo v pečico, pekli bomo pri 180 stopinjah 15 minut. Potrebovali bomo pa 2 vaniljeva biskvita. Sedaj se lotimo še temnega biskvita. V skledo dodamo 3 jajca in 40 g sladkorja. Primešamo še 10 g vaniljevega sladkorja in ponovno stepamo 10 minut. Sedaj dodamo 1,5 žlice temnega kakava, 50 g moke, 2 žlički pecilnega praška in vse skupaj presejemo direktno v jajčno zmes. Ponovno nežno vmešamo. Tudi temen biskvit bomo pekli v enakem pekaču kot svetlega, torej 20 x 30 cm. Maso malce poravnamo in prestavimo v pečico za 15 minut na 180 stopinj. Tako, biskviti so pripravljeni, sedaj se lotimo kvašenega testa. V posodo vsujemo 270 g moke in dodamo 50 g sladkorja in vlijemo 125 ml mlačnega mleka. Sedaj primešamo 20 g svežega kvasa in vse skupaj gnetemo približno 5 minut, da testo postane gladko. Vmes dodamo še 2 rumenjaka in pa 50 g stopljenega masla. Testo sedaj prestavimo v čisto skledo, ga pokrijemo z vlažno krpo in pustimo, da vzhaja vsaj pol ure, oziroma dokler se ne podvoji. Vmes se lotimo orehovega nadeva. V kozici segrejemo 100 ml sladke smetane in 150 ml mleka. V skledo stresemo 400 g mletih orehov, dodamo žličko cimeta, 100 g sladkorja in 10 g vaniljevega sladkorja. Dobro premešamo, nato prelijemo z vročim mlekom in smetano. Ponovno vse skupaj premešamo in dodamo še 30 ml ruma in 1 rumenjak.
Sedaj vzamemo 500 g pasirane skute in ji primešamo 100 g kisle smetane. Dodamo še 90 g sladkorja in naribamo lupinico ene limone. Tudi skutni nadev dobro premešamo in odstavimo na stran. No, pa pričnimo z laganjem potice. Delovno površino si pomokamo in kvašeno testo razvaljamo na približno 3 mm debeline. Pripravimo dobro nameščen pekač, kar enakih dimenzij kot za biskvite, in vanj prestavimo testo. Testo pozicioniramo tako, da ga je na eni stranici dovolj, da bo pokrila celoten zgornji del potice. Povrh testa razporedimo polovico orehov. Tile so nekaj časa odstali in izgledajo malce bolj gosti. Vaši naj bodo malo bolj redkega videza. Morajo biti mazljivi. Čez orehe dodamo plast vaniljevega biskvita in povrh biskvita razporedimo polovico skutnega nadeva. Nadev enakomerno razporedimo in pokrijemo s temnim biskvitom. Povrh temnega biskvita razporedimo drugo polovico skutnega nadeva. Dodamo še vaniljev biskvit in povrh njega še drugo polovico orehov. Orehe tudi enakomerno razporedimo in vse skupaj skrbno zavijemo. Robove kvašenega testa stisnemo skupaj in jih zavihamo ob rob pekača. Zgornji del potice premažemo z enim stepenim jajcem, jo dobro prepikamo čisto do dna in vse skupaj prestavimo v pečico za 30 do 35 minut na 180 stopinj. Pečemo pa na spodnji polici. Potico sedaj odstranimo iz pečice in pustimo počivati 15 minut. Nato jo obrnemo na glavo skupaj s pekačem, pokrijemo s krpo in pustimo, da se ohladi. Pekač sedaj odstranimo in če želimo, da je zunanje testo bolj zapečeno, jo lahko damo nazaj v pečico še za 10 minut na 180. Potratno potico posujemo s sladkorjem in postrežemo. Tole se je pa res splačalo. Želim vam veliko užitka in dober tek.